Reberšek. Dobar dan, vsi skupaj. Mi smo današnjo konferenčno povedali na temo zakona in rebalansa. Zdaj se razmišlja, da čas, da sem hodil z Gimnazijo gradu za svečane seje. Kakšno besedo ne uporabim, da poslanke poslanci obravnavajo na sejah do 4 zjutraj. Ali reče, da je to solata, kot je rekel naš kolega Mišič, ampak mora biti mešana solata, ker veliko se je skupaj mešanih. Ali je to skopocalo, ali pa to zmazak. In mislim, da se nekdo naučuje iz tega doma parlamenta. Mi smo imeli to včeraj srečene poslanske skupine in sem vprašal, kdo od sodelavcev in strokovni sodelavci je najdalj časa v parlamentu. In sodelavci najdalj časa je bilo preprosto vprašanje, ali se v zgodovini tega parlamenta zdaj zgodilo, da bi zakon dobil 325 amandmajev. Taka primer še ni bilo. In ko gre za najbolj pomemben zakon in tudi rebalans, ki ne bi omogočil Sloveniji razvoj, nova delovna mesta in vračevanje kot trdijo, potem je najbolj, da se ta zakon umakne in mora predlog vlade to umaknil, počakal, da zaključi dogovor s sindikati, mislim za novi poti in tako, da se zaključi, in potem pripravil nov zakon in nov rebalans, ki bi bil lahko vreden resne obravnave. Brez da bi koga podcenjeval, sprašujem se, ali tisti, ki to predlaga, ve, da je predlaga. Tisti, ki to obravnava, dviguje roke za, ve, zakaj dviguje roke. Sama koalicija je predlagala skoraj 200, točno 193 amandmajev. Do danes, oziroma do včeraj, do 6. stoletje. Kaj se bo zgodilo še vmes, ne? Ampak kakšnih 20 predlagala 30 in še ne ve. Amandma, ki ruši amandma, vsak člen dobiva 1,2 amandmaja. Kdo bo znal to prebrati? In kaj je to sporočilo med celotni javnosti? Rekel bi, da nekdo sporoča, da se z državljani igra. Da ne reče še prišlo težo, pa hujšo besedo. Naše razmišljanje gre v to smer, da mi jutri na začetku tega, pač ko bomo svoje nesedine s takim načinom dela, zavrnemo zakon in rebalans in tudi razmišljamo, da bi se obstruirali. Kajti mene žal mojih kolegic, kolegov v pozitivni Sloveniji, da morajo to prenašati, da morajo se do 4 zjutraj, kajti to ni normalno. In če kdo misli, da bo tako spravil rebalans in smo prihvalili s tem rebalansom, potem ne znam, kaj govori. Same je pot, ki pozivam vlado in tudi ostale poslanke in poslance v drugih strankah, da sklenemo dogovor s sindikati, sedaj so zelo blizu, in pozivam vlado in sindikate, da stopijo skupaj in tiste razlike še odpravijo. Na podlagi tega dogovora pripravijo rebalans, ki bo kazal tudi možnost razvoja, in potem na podlagi vsega tega naredijo nov zakon, ki pa lahko podgrejo do obravnave brez amandmajev, predvsem pa brez 300 amandmajev. Sicer ne, je to posmeh pravni državi, je to posmeh demokraciji in zelo kontradiktorno je to posmeh tudi drugim strankam, ki so nastopali v času volitev z drugačnimi programi in drugačnimi sklepi. Da namenjam spet Državljansko listo in pa Desus, ki so pa 7. januarja zaznali nekaj drugega popisali. Tako da ne porabijo proti program, ki je odličen, ne dodajo to, kar so uspeli spogledati sindikati in bomo imeli lahko res dober rebalans. Toliko zgodov. Če jaz dodam še par besed o tem, kaj se je dogajalo v teh 2 dneh na odborih, tisti, ki ste sledili ponedeljkovem odboru, jaz mislim, da ste lahko sami ugotovili, da dogajanje na ponedeljkovem odboru je bila res sramota za ta državni zbor in parlamentarno demokracijo pri nas. Moram pa povedati, da očitno so naši protesti, ki so bili v ponedeljek zelo glasni, nismo pa se obstruirali namenoma, ker smo imeli občutek, da si kolegi v koaliciji želijo prav to, da nas ne bo treba poslušati in bodo pač v pol urice ali pa urici izglasovali tistih
bogih 320 amandmajev. Očitno je nekaj zaleglo, ker je včeraj odbor res trajal do 4 zjutraj, ampak lahko smo povedali, kaj mislimo, razložili svoje amandmaje, niso nas omejevali pri razpravi, seveda je pa velika večina naših amandmajev bila zavrnjena, tako na rebalans kot na zakon. Že večkrat smo povedali, da je pot, ki se je ta vlada lotila popolnoma, res popolnoma napačna, vedno bolj nam to pritrjujejo ali potrjujejo tudi besede visokih evropskih funkcionarjev. Olli Rehn je včeraj rekel, da bo treba prav kmalu narediti tudi program za rast. In mi smo tudi včeraj predlagali vladi, da ne bo v septembru še enkrat pripravljala rebalansa. Ne, tudi ta del vključi v rebalans in v svoje ukrepe in ga ponovno prinese v odločanje v državni zbor. Verjetno ste pa tudi sami lahko ugotovili, da na srečo državljank in državljanov pa nekaj majhnih sprememb, ki smo jih predlagali prav v Pozitivni Sloveniji, je vseeno z amandmaji, sicer so morali biti amandmaji koalicijskih stran, ker se pač očitno ne spodobi, da bi bili podprti amandmaji opozicije, bilo sprejetih, tako da nekaj minimalnih, pa res minimalnih izboljšav na področju družinske politike je bilo. Nas je včeraj najbolj presenetil amandma, tako imenovana mini pokojninska reforma, o katerem smo poslanci razpravljali, mislim, da tam med 3. in 4. uro zjutraj in verjetno tudi veste, da absolutno podpiramo pokojninsko reformo, ampak ne na tak način. In nismo dobili odgovora, ali je ta člen oziroma amandma dogovorjen z sindikati. Danes smo dobili pismo, da vsekakor ni usklajen in da največji sindikat, Zveza svobodnih sindikatov, poziva vlado, da ta amandma umakne iz zakona in tako kot smo to mi včeraj želeli, verjamemo, da bo poslušala in da bo to seveda naredila in ne zaradi tega ogrozila vsega skupaj, ker verjamem, da vladi vejo, kdaj je bil referendum o pokojninski reformi in dokdaj se da te vsebine ne sme posegati. Želite bi še jaz osvetlila ta problem z nekega malo širšega kota. V Pozitivni Sloveniji smo bili govorili tudi kolegica Alenka in gospod predsednik o številkah, ampak morda je pa treba spomniti, da nad temi številkami so seveda tudi ljudje. Sprejemamo te amandmaje, pomeni to konkretne ukrepe, konkretne spremembe, pri čemer vse poteka s takšno naglico in na tak način, da se resnično sprašujemo, če sploh kdorkoli ve, kaj bo na koncu nastalo iz tega. Tako število tako različnih, tako radikalnih ukrepov, ki se sprejemajo hkrati, nišče ne zna oceniti, kakšen bo njegov učinek na to družbo in kaj pomeni za to državo. Številni strokovnjaki, ne samo opozicija, opozarjajo, da tukaj presegamo neke meje varčevalnih ukrepov in posegamo v področje nekih reform, ki pa niso družbeno dogovorjene. Morda ta vlada ima neki mandat za varčevanje, nima pa mandata velikega števila državljanov, da uvaja velike družbene spremembe. Nekateri komentatorji govorijo celo o znani drugi republiki, o kateri je ena stran že govorila v preteklosti. Jaz ne želim biti tako radikalna, želim pa povedati, da tako število ukrepov lahko ima tudi številne negativne učinke, ki jih sedaj ni mogoče predvideti. In da država niso številke in saldo 0,0 na koncu, ampak zlasti državljani, njihove pravice, njihove hiše, vrtci, šole, gasilci, policisti in tudi državne inštitucije, pa tudi grb, himna, zastava. In ko govorimo o državnih inštitucijah, ukinitev državnega sveta, samo po sebi mogoče majhen ukrep v smislu racionalizacije. Zdaj pa, ko začnemo gledati veliko sliko, nas pa začenja skrbeti, da pomeni pa to resnično razgradnjo države z njenimi osnovnimi inštitucijami ured. Kje se bo to končalo, da moramo vedeti in nas že pričenja skrbeti. Vsaka vlada, zlasti pa vlade v kriznih situacijah, je to vojna ali je to kakšna gospodarska kriza, je seveda nagnjena k temu, da povečuje svojo učinkovitost in na račun učinkovitosti omejuje pravice, klesti neke inštitucije in tako naprej. Mi kot opozicija in kot družba, kot demokratična družba, takšna kot so vse po svetu, noben unikum nismo v Sloveniji, pa seveda to ne smemo dovoliti.
Zato pozitivno v Sloveniji poskušamo narediti tudi vse, kar je v naši moči, da ne bi prišlo kar tako in na hitro do ukinitve državnega sveta. Sredi tega zelo zaposlenega tedna, da se sprejema rebalans, vrščevalni zakon in tako naprej, predsednik državnega zbora ob 6. zvečer, ko da imamo izredno stanje, sklicuje ustavno komisijo, kjer ukinja inštitut, ki je zapisan v ustavi že 20 let, ki predstavlja minimalni strošek za našo državo. Inštitut, kjer delajo neprofesionalni funkcionarji. Vse, kar lahko mi kot opozicija naredimo, seveda je, da probamo kolege pregovoriti, da prisluhnejo našemu predlogu in da pred to ukinitvijo vsaj prisluhnejo predlogu po reorganizaciji tega organa. Zato smo zelo na hitro zopet morali pripraviti en predlog. Predlog odgovarja na vse temeljne pomisleke koalicije o tem netransparentnosti, nepotrebnosti, o inštitutih, ki se ne uporabljajo in odgovarja na njihove vsebinske pomisleke. In sicer tako, da predlagamo, da državni svet ostane, vendar da se zmanjša. Zmanjša naj se število članov, recimo na 33, končna številka je lahko tudi stvar nekaj strokovne debate, ki bi se opravila v ustavni komisiji. In naj ta državni svet dobi tudi neka manjša ponekod, druge pa bolj pomembna pooblastila. Najbolj pomembno je, da to pooblastilo, ki ga ima, veto, začne izvrševati na en normalen način, ki upravičuje njegov obstoj. To je tako, da lahko poslanci, kadar državni svet opozori, da zakon ni v redu, potem zakonu ponovno razpravljajo in spremenijo zakon v obravnavi, kar vse ni bilo mogoče. Tako da naš predlog je, da se okrepi moč državnega sveta na področju veta. Hkrati predlagamo, da se njegove pristojnosti, ki se niso uporabljale, ukinejo. Recimo parlamentarna preiskava, se praktično inštitut ni uporabljal, naj nima več možnosti državni svet. Prav tako bi mu vzeli možnost referenduma. Ta možnost ostane resnično kot možnost državljanov. Vzeli bi tudi imuniteto svetnikom, tudi to mislimo, da je nepotrebni inštitut. In zagotovili bi v državnem svetu zastopanje lokalnih interesov. Na ta način odgovarjamo na argumente pozicije, da so netransparentno zajeti interesi v državnem svetu. Najbolj transparentno je zajeto skozi lokalne interese. Ti interesi zdaj zaradi nezdružljivosti županske funkcije pač niso več zastopani in nekoč nas upajmo čakajo tudi pokrajine in vse to bi ta rešitev omogočila. Tako da upamo in želimo si, da bi nam poslanci prisluhnili, da bi predlog za ukinitev zavrnili, tak je namreč edini mogoč postopek, in potem bi takoj vložili ta naš predlog ali morda prilagojen predlog in pristojnosti državnega sveta zmanjšali. Te drobne, a pomembne inštitucije, ki bi v tem primeru imela res minimalne stroške, pa ne bi ukinjali. Ja, jaz imam mogoče vprašanje. Gospa Bratušek, vi ste bili na odboru, pozno noč. Pa me zanima, ali ste končno slišali, kakšne bodo finančne posledice vseh ukrepov oziroma teh dopolnil, da si za to prizadevate že nekaj časa. In še nekaj glede mini pokojninske reforme, kaj so imeli po vaše v misli koalicijski poslanci, ko so to predlagali, vedoč, da sindikati tega ne podpirajo? Najprej na to drugo. Ne vem, kaj so imeli v misli, bom pa rekla, da je to bilo zelo drzno dejanje, glede na to, da ne bi prišlo do nekega dogovora. Razumeti moramo, da to ne bo dogovor, da sindikati podpirajo varčevalne ukrepe, ki jih predlagala vlada, ampak samo dogovor o tem, da ne bodo šli v postopek za referendum. Tako da ne vem, kaj so imeli v mislih. Jaz verjamem, da si bodo danes tudi po tem pismu ali po dopisu Zveze svobodnih sindikatov premislili in ta člen umaknili. Glede številk o varčevanju, seveda končnega podatka še nimamo. Tako, zelo na prst je minister povedal, da naj bi se finančni učinki, ki so bili prvotno v zakonu ocenjeni na približno 500 milijonov evrov, znižali za 150 milijonov evrov. Pa še nekaj je treba povedati, da se pač tega v rebalansu z amandmaji rešiti ne da. To je ugotovila tudi koalicija včeraj, ki je sicer hotela izsiliti najprej amandma, ki tako, če po domače povem, je rekel, dam nekaj nekam, vzamem nekje, pa ne vem niti koliko. Ta amandma se potem umakne, tako da v bistvu imamo zdaj v rebalansu, ko čez palec za 150 do 200 milijonov evrov lukne, ki
ki jo bojo po njihovih besedah pokrivali s prerazporeditvami. Kar jaz mislim, da je tudi prvič v zgodovini Slovenije, da s tako velikim, pa ne bom rekla primanjkljajem, ker lahko nekje vzamejo in nekam dajo, ampak s tako veliko nepokritimi zakonskimi obveznostmi sprejemajo rebalans. In če ne bo sredstvo drugno pokrit, bo DDV primera, zdaj različim, da finančni minister imamo 3%, pa se mi nima nič proti, se tudi ne eno avtorsko pravico, se koncu ne so donabil vse pametnejše države že prej. Ampak dodatek temu, a se to sprašuje, če imamo taka naravnica? Če bi mi sprejeli to, kar so sindikati ponudili, da se podaljšen trenutni zakon do konca leta, že to 260 milijonov. 280. Hvala. In če v tem času, meseca maja in junija, dogovorijo sindikati vse, kar je potrebno, naredijo nov zakon, tako da ne bodo bil tako pripombe naše zakonodajne službe, ki pravijo, da so nekateri členi tudi razšljivi glede zakonitosti, bi lahko veljavnosti, bi lahko dobili tudi vprašanje rebalansa, lahko razrešeno, in bi se videlo, kaj pa to narediti na polni strani, to, kar je dobro sindikati, morda če to poštevano, in kaj je dovoljeno na prihodni strani. Mene bolj se dobi to, da drugega tega želece ni več. Zakaj? Ne vemo. Veste, zdaj še ena točka, pa mogoče zanimiva. Jaz sem imel en pogovor prejšnji četrtek s finančnim ministrom, ki je zlorabil svoja oblastila in je blokiral možnosti plačila regresa na lokalnem nivoju. Pač smo v sistemu, računalniškem sistemu NFRAX, kjer smo naredili skupaj z državo, velik prihajanje na racionalizacijo že pred enim letom, trajajo 2 leti, in enostavno smo zablokirali. Sem vprašal, s kakšno pravico, pričemer sem imel mnenje in pravnikov, da te zakonske osnove ni, mi potem napisano pismo, kjer je pač hotel vplivati na mojo moralnost in moje razumevanje. Ampak še vedno niso blokirali. In jaz pravim, da tak način da ne more jeti. Ne more jeti, ne sme jeti, ni potreben. Prišljiva je motivacija ljudi. Pa sej, 16 je bilo, ko smo podpisali sindikati, da ne bo na stranskih posegov. 6 stran, 6 predsednikov stran. Zdaj me pa zanima, so slavi 4, ki so v koaliciji ta podpis pozabili, a za njih podpis ne velja nič. Prav zanima me, kaj govori gospod Virant, ki je tako znan mož beseda, da mi drži svojo besedo. Kaj bo rekel na ta podpis, kjer smo rekli, da ne bo nobenega posega enostranskega pridobljene pravice, dokler ne bo dogovor. Da bo sluderjavc, da bo služerjav, da bo stanovato. In mi bomo postavljeni podpis od sami. In še enkrat, ne vidim razloga, ker od finančnega efekta tega hčenja ne bo. Ne umaknejo, ne pripravijo rebalans na podlagi dogovora sindikati in ustrezno temu zakon. In izkoristijo tisto pomembno roko, da je vlada interventni zakon do konca leta. Cela Evropa se obrača. In še enkrat, za nas je največji problem, in to boste videli, to, da na razvojnem delu ni nobenega ukrepa. Na prihodovni strani nič. Na koncu bo zmanjkalo, ne bo več tista 1-2 točke, smo predlagali primerna, pa bo 3, 4, 5, ne bo pač se zmisliti. Bomo šli na mađarski sistem. Kot primer, ker čakamo že 14 dni, ne tak banalni odgovor, ki bi sicer prinesel dodatnih 100 milijonov evrov v slovensko gospodarstvo. Mi smo predlagali z mnenjem profesor Hajna Cirmana na Ekonomski fakulteti, da bi stanovanjski sklad ljubljanske občine dovolili, da se druži brez poroštva mesta na državi. Da se dozvoli na svojo banko, na svoji hipoteki in enostavno s tem bi lahko kupili 1000 stanovanj, 1000 družin in obenem se ta kredit mirno vrača iz poudarjen neprofitnih najemnin. In to vam nisi šurci vse, gre samo za spremembo enega člena zakonov, ki bi takoj zagnal gospodarstvo, pa bi lahko rešili vsaj en del res velike problematike družin, ki živijo v Ljubljani. Zadnji razpis
je bilo 3900 prošenj, postavljeno rešenih več kot 3000 stanovanj, oziroma družin. Tako da tega sodelovanja vsem reč nočno bi rad ponudil tisto, kar znamo. Zdaj je nekaj naredilo, da nas ne poštevajo, potem nas mora pač začeti zapirati, ker drugač jih ne bomo. Lahko jaz sam nekaj, predsednik. Jaz se moram vrniti nazaj na odbor, ki ga vodim, če ima slučajno to še kako vprašanje zvezi z državnim svetom ali to, kar sem jaz smela. Jaz sem gledal števno, ko sem se pojavljal govorice, danes so ukinja državni svet, tudi se pravi zmanjšal število poslancev v državnem zboru. A je to na poti k monarhiji? Se to je to, ne, kar sem govorila. Najbolj učinkovita je bila država takrat, ko je vladal en absolutist, ne. In je imel on vse odločenje v svoji roki. Kolega Jakič je rekel, kaj je rekel Jakič, ukin najde državni svet, od državni zbor, ne. To pa še izvršen glas stranke SDS, ker ne gleda, da sem nekaj. Ampak bolj ste nekdo zmislil demokracijo, ne? Ker namenjamo ravno temu, da se nekoga omejuje, kontrolira in tako naprej, zlasti v krizi. Ne? In to razgradnja, tudi to, da zdaj več ne bomo smrtnic dajali za zaposlenimi poslanci v državnem zboru, se pa ljudje kam to vodi. Vsaka normalna firma da smrtnico za nekom, ki je bil zaposlen. Mi pa zdaj ne bomo. In to so ti neki blazni prihranki. Pa res dajmo ukini še državni zbor in vse tako naprej. To je to, kar se pod pojmom razgradne države imenuje v javnosti. A samo Ne vem, če svodi ta okvir vrnil, da vidim, da se s tem ukvarjate. Da obstaja možnost, da se jutri še dnevni red državnega zbora razširi z odgovornostjo in ostale z fiskalnim pravilom. Koliko je realna, koliko mi pustimo. Vsega predpostavki, da dan začel ustavna komisija postaviti. To ste vi glasovali danes in jutri. To je spet ena točk, ki pri nas ne bo zelo podpore. Vidimo, in to smo preverjali enotno proti takemu načinu, tudi z datum fiskalno pravilu, pa še enkrat bom povedal. Minister za finance je pripravil na mojo željo projekcijo bilanc do vključu leta 2015. Sicer z ukrepi in brez ukrepov. In obe projekcijah bilanc so prihodni isti. Letne letos 7,800, konča 2015-8,800. Se pravi, z ukrepi nič ne prinaša na področju prihodnje. Zanimivo, da v tem času se pa znižujejo, primanjkljaj znižujejo od -5% na 0,4%. In to pomeni, da boš samo vsak let rezal odhodke. Se pravi, letos 800 milijonov, tako povedanih, drug let 600, 900, na konc ne bomo nič več. Mi bomo proti takemu zakonu fiskalnemu pravilu in jaz sem mnenja, da se stvari v Evropi spremenjajo. Da tisti, ki so bili samo o varčevanju, če ne da drugega odgovora na podlagi povečanja gospodarske dejavnosti, potem ni možnosti preživeti in razvoja. Na koncu bomo vsi govorili o letu 2015 in 4% potrebni gospodarske rasti, ki smo mi napadovali lani na volitvah. In nimamo proti. In upam, da bo tudi SD proti. Tako da ne vidim razloga, po vsem tem delu cele noči, zakaj danes komisija, pri čemer je tudi dr. Cerar, ki je strokovna skupina, povedal, da predlog niti mi sledi, ki smo pripravljeni. Profesor Lode, ki smo predlagali 2 člana, profesor Lodeta in profesor Stanovnika. Profesor Lode je dal ločeno mnenje in je pač povedal absolutno proti, tako da pa nas ne bodo bilo zelo noči. A smem sem, predsednik, ki sem še nazaj popolniti, se je namreč prekinjena na zahtevo ministra. A bi lahko zaprosila, če bi se To je prav ta teorija, o kateri veliko razmišljam. Samo po sebi tudi status pred fiskalno pravilo morda ni problem. Ampak zopet pomeni naslednjo omejevanje, tokrat na ustavnem nivoju pač referendumskega odločenja. Se pravi, zdaj ukineš državni svet, ki ima možnost referenduma, potem referendumsko inicijativo omejiš z zlatim pravilom, potem narediš to, tretje daš več pristojnosti vladi, manj pristojnosti predsedniku republike in tukaj se lahko mislimo na to.
Ja, jaz bi vprašal, povedali ste možnost obstrukcije, jutri opozicija ima na odboru, najširokem odboru orodij, pritiska na koalicijo vlado še par inštrumentov, deklaracija, konstruktivna nezaupnica, koliko daleč bo opozitivna Slovenija pripravljena pritiskati na koalicijo vlado, glede na to, da se absolutno ne strinjate s tem vrčevanjem ukrepi, rebalansom in tako naprej. Lahko popolno smo možno da eno dodatno vprašanje. Edino, kar orodje, kar še ostane v resnici, ker drugo se vse protesti, je zahteva razstavno glasovanje. Najprej dajmo to razčistiti. Mi nismo proti varčevanju ukrepov. Dajmo enkrat razčistiti, da tle ne gre za varčevanje. Tle gre za uničevanje. Jaz zakaj temu ne znam reči, če nekdo uničuje svojo lastno univerzo, ki je med 150 najboljši na svetu. Potem pa rekel, da hoče biti družbo znanja. In da ne naštemo vse ukrepe, ki so namenjeni proti otrokom in proti družinam, ki se zdaj vračajo, ki so bili dani takrat za volilni bombonček. Če greste kaj po kliničnem centru in sprašujete ljudi v zdravstvu, nima dobrega mnenja o plačni reformi gospoda Vjernika. Še danes so posledice, še tisti, ki smo preživeli, imamo še v bistvu nove ukrepe. Zdaj, glede tega, mi bomo poskušali jutri dopovedati ostalim poslancem, da je tako sprejemanje zakona in rebalans in tako hitenje popolnoma nespadno. Da je res treba počakati to, kar so na dobri poti, in sindikati, in vlada, da sklevam dogovor. In jaz pozdravim dogovor. Jaz sem proti in stavbi, in referendum. Ne bom pomiku svojega podpisa na tisto, kar so se dogovorili, ko smo si podali roko zaupanja. Takrat za 6 mesecev se dogovorimo, zdaj pač ponujo še 6 mesecev. Kaj bomo vse naredili? Mi bomo svoj čas izkoristili tiste za to, da povemo svoje predloge, da poskušamo doseči, kar se celo nekateri ministri zdi pametno, pa ne čuvajo povedati. Sem včeraj govoril, da poskušamo doseči, da umaknejo zakon iz razprave, da umaknejo rebalans, naredijo nov zakon, nov rebalans. Zdaj imamo še davno priliko, da smo sred maja, da lahko javimo še tisto 5. juni, če so se res dobili za kompromisno reformo, tako da je polno paketu se skupaj sprejeti. In bi res lahko veljali s 1.7. in bi vedeli, o čem razpravljamo, o čem govorimo. In kako bi držimo šli, bomo pa videli, vse in na konc poskušamo vse tisto, kar nam pripada, ampak tak poziv, da naša mesna konferenca gre temu, da ne vlada razmisli ne umakne. Nismo proti, ne umakne tisto, kar je nespametno, naredi nov zakon, nov rebalans, vključeno do novo sindikati in pozdravljam koalicijo reformo. Ne vem, kakšna je, ker res vsi zjutraj pa nisem pisal nekaj, da mi sporočine, kaj se je zgodilo. Ampak, če tista, ki je bila zelo blizu sprejena, takrat 5. junija lansko leto med sindikati pa med vlado, pa so se razšli za nekih 6 mesecev, če sem dobro takrat razumel razloge, ne popravljeno dopolnijo in se to sprejme. Imamo še 2 reformi in lahko bi še zdravstveno reformo dali. Tako da mislim, da je res prilika, da zdaj naredimo nekaj dobrega. Ker to, jaz ne vem, si predstavljate, kako to zgleda. Jaz se pa nisem vodil nekega odbora v državnem zboru, ampak hodim pa 7 mestnega sveta, pa že kaj 5 amandmajev je to veliko, kako ide od kaj spreminjaš, kaj je, mora vsak razumeti. Zdaj pa vsak člen dobi svoj amandma, pa se ne gremo na ples, dobi svojo sopresalko, če imaš še imaš tudi amandma. Tudi po več amandmajev ne možemo. To je pa drugi ples. Mene zanima, ali lahko dobimo to projekcijo, ki ste jo vi dobili od ministra Šuštaršiča? To bi lepo prosila, no? Kje imamo? Ta škoda. Ne, ta za 4 leta govorim. Ja, se je. Hvala lepa. Hvala lepa.